Plac smo že vedeli prej, tudi ne, ker so ga na teh šolskih proslavah ne, uporabljali za backstage. Ne. In smo tam dol pač dobili svoj sandvič. A ja, tam? Ja. Pa na začetku je bilo ful ono za Marjan, ni bilo nič, nič. Ja, nič. Zapišano je bilo. David pa Marjan sta imela idejo, da bi naredila disko tle v Bistrici. Ki pa pol v enem trenutku nekako niso točno vedeli, kaj bi, niso imeli ideje in potem je skočil ta Buba s svojim jezikom. Mi smo takrat hodili svet spremeniti, pa smo imeli neke ideje, pa ideale, pa bili rockeri. Jo, jaz sem znam potem, da najboljši žur zamudim, ne, tako da sem otvoritev kluba Metulja uradno zamudil, čeprav sem bil na 5 dnevih pred otvoritve, ne, ko je gospod Buba nabavil 2 palatoja viskija. Donarjan viski dobil poceni. Ja. To smo to. In smo tu nekako že pred otvoritvijo kar dosti spili, ampak na dan otvoritve pa sem jaz žal šel nekam drugam žurat. Za datume sem pa kar, mislim za datume, v tem primeru bojo letnice, pa mislim, da je bilo to 96. 96 počitnicah na začetku, se pravi julij, konec junija, začetek julija. Ti se spomniš, saj jaz neč sem spomnil. Ko je bila pač prva ta kao zabava. Se je že par dni prej se noter dogajalo. Tisto bil vrhunec. Ko so naši prijatelji Max pa to nekaj malo rihtali stvari, da nekaj pripravljeno. Potem sem prišel pač iz te Španije, takrat sem se spomnil, potem je bilo kluba. In potem je bilo tako, da smo se noč zbirali, ne, hengali smo, so družili, v peticah so se razvijali različne stvari. Tako je bilo puno, da si na nogi mogo stati, ne. To je bilo vse iz raznih občin. Enkrat je šel naš prijatelj farmer štet ljudi in jih je bilo 95 samo v klubi takrat. Kar je bilo... Za taki mali prostor neverjetno. Imeli smo tudi biljard in stolp. To je bila vsa infrastruktura. Pa WC, ki je včasih požiral, včasih pa ni. Drugače se pa spomnim Jaško, ob strani biljarda in vonja in dobre atmosfere, no? Dobrega, poseben občutek je bil, zato ker res takrat, ko sem bil v 8. razredu, prvi letnik, je bil ta dober občutek, da nekaj pa obstaja. Biljard smo rabljali, kupili spočeno in mizo, polno je pa Dušan to grobe prav vlekel, smo dali na vadno dasko. Ja. Tak bi lahko marmor kupili, koliko jaz pil nam. Recimo v srednji šoli, ko si prišel, ne vem, ljudje so, v srednji šoli smo bili Celje, Brežice, Maribor, Ljubljana, bla bla bla, povsod. In v petek si šel v klub, ker si vedel, da boš srečal tam stare, mislim, frende z Bistrice, ne. In to je bilo že dovolj, ne. V bistvu takrat, glede tega, glede te družabnosti, nisi rabo iskati ljudi po gostilnah, pa kje je kdo, ampak si sam to šel tja in si imel vse frende na dosegu, ne. To je bila ta, za mene, najbolj važna stvar. Nisi se sprašal, kam greš v kluba, ne, pač. Sploh ni bilo CD-playerja, na kasete, bilo vse. Mi smo, ko smo naredili polkrat tudi elektronska glasba, prošla smo kupili par platic, pa navadne, stare gramofone, pa bil večji žur ko pol, ne vem kdaj. Naloge? Jaz sem vrtal nekaj cajta muziko, ko sem imel kaset. Ti novinar za kmečki glas ali za ognišče, ali ni zasino. In potem je skočil ta Buba s svojim jezikom in je nas te prijatelje in znance naredil to, kako najbolj zna, razdelil naloge, ne. On je pa bolj kot ne samo žural. Ni se žuralo takrat, no vse še se mi zda. Mislim, koliko se jaz spomnim, ni bilo nobene hierarhije, pa ne. Kdo je pač prošel? Nič ni bilo, bilo je power fly. Mi dva osebno smo imela z Bubatom taki dogovor, jaz spomnim, sem bil v 2. letniku srednje šole, smo skupaj stanovala in sem celo leto lepo imel za to stanovanje, delal v klubi, tako sem v bistvu
najbolj nudpal, ker se pol izračunal, da je to kar super. Prvo je bilo tako, da je bil samo en šef, Jebeš šefa. pol se je pa funkcija razdelila na več delov. In sicer nekdaj vemo, odkar je bilo društvo, je bil predsednik, drugi je bil programski vodja. In Ruda je bil prvi programski vodja. Sta David pa Tačka zaskvotala plac, ga je Buba nekako izrabil pravo smer, ga je nakazal pot, v klub spremenil, iz ene sobe za druženje ga je pa pol Ruda v bistvu za svojimi koncerti, če jih zdaj gledamo za nazaj, kar jakimi, za tako finančno nulo, ko je nič imel, on ga je pa pol tu v bistvu tudi zapisal to na lokalni zemljevid. Zeleni smo bili samo vedeli smo, da bi radi imeli koncerte. Mi smo pač to nekako. Jaz sem benda pač klical, ker sem bil starejši, sem nič takega. Dežurni krivci sem. Prvi koncert. Kar Rudi delal. To je bilo čez leto pa pol, odkar pač plac za Valfo. Ali to je bilo nam noro, no, da je sploh koncert v klubu. To je bilo, kar tak si bil, kar tresel si se, koncert v Bistrici, ne, v klubu. Tisti prvi koncert se mi zdi, da je bil bolj, bil je neka pobuda, da smo začeli razmišljati tam, da bi mi tudi špilali lahko na tam odri. Takrat, ko sem jaz bil na tem koncertu, sem se rekel, mogoče pa bi lahko tudi jaz. Čeprav sem bil glasbeni analfabet, nisem imel ne glasbene šole, ne nič, ampak takrat sem mi pa zdelo, mogoče pa se bi dala tudi band narediti. Eno leto kasneje je pa bil koncert Dežurnih krivcev, drugi. Najbrž je bil vmes še kakšen. Ampak takrat že špilal pa Zmajev rep zraven. Ja, pa tako, pa ti si kot Brežinski spomenik. Pa tudi takrat smo že v bistvu začeli igrati in smo tudi hodili čekirati, kaj drugi delajo, ne, ker je bil to stik z muziko. Mislim, kaj se najbolj spomnim iz kluba, niti to, kdo je igral, niti kaj, spomnim se tega, da je bila muzika, muzika je bila na glas, bil je malo manjši prostor, kot so bili ti gasilski domovi, bilo je temno in ta občutek, pač, da lahko tam zapreš oči in se res čist pustiš zvoku. Ja, muzika je imela največjo sporočilno moč, pa izražali smo se z videzom, z muziko, z tekstom, z sam. Zanimivo je bilo poslušati, kakšne ideje so, kakšen zvok, kakšni pristopi do komadov, to. To so ljudje drli vse posod, ker ni bilo takega placa nikjer to okrog, pa še zdaj ga ni, seveda. In tudi se mi zdi, da so po teh gasilskih so večinoma bili bendi, ne vem, tako bolj priredbe in podobno, ne. Klub je pa bila avtorska muzika, ne. En izmed najbolj legendarnih špilov v klubu Metulj vseh časov je bil prvi špil Demolitionov. Ja. Ne vem več točno letnice, ne. Reč ne bom nič rekel, bom poiskal. Ni več kot 20 let to? Ni še več kot 20 let. Ni več. Je pa več kot 15. Ja, sigurno. Se tudi ti spominjaš tega špila? Spomnim, veš, da se spomnim. Ja. Spomnim se, klub je bil daleč od tega, kak danes gleda, ne. Pod odrom je bilo spodaj celo, mislim, da je tudi bil šodar, ali je bilo kaj pobetonirano, ali ne. Malo je bilo v nagibu vse skupaj, da je nekje bilo malo manj placa, nekje malo več placa, po višini mislim, da v višina nekje čez 2 metra ni šla, in dejansko v tej luknji spodaj pod odrom je bilo tako, polno je bilo in mi, ko smo špilali, je bilo tako tukaj vlage in tukaj malo zraka, da je dejansko ko v Postojnski jami, skozi iz lufta teplalo. Kitarist, mislim, da je bil ves nesrečen, ker je imel cel špil mokro kitaro, ampak tukaj se spomnim, da ni bilo nekaj hujših posledic. Simon pa Matej sta pač naredila statut, bila sta naredila tega društva statut, pa sta ga bolj naredila za mladinsko društvo. Katja je bila, mislim, tajnica, Stalver. In potem smo na ta razpis za društvene dejavnosti, vem, da smo dobili neko mizerijo prvo leto.
Izgledal je pa sestanek za te društvene aktivnosti, da so pač prišli predsedniki društva, tam so sosednji bolje pač župan povedal, ko bodo dobo intervju to. Pač noben ni ravno nobenega programa predstaviti, nič in bolj smo mi skorno, pa tole pa bi lahko drugače bilo, ne. In vem, da je Korla spisal vse, kakve plane imamo, kaj smo naredili v tistih parih letih že prej, bla, in smo bili prišli na ta sestanek naslednje leto, pol že čez 2 leti pripravljeni. Noben ni bil nič pripravljen, mi pa ful zorganizirani, skorno, točno to, vse smo, oni pa postarjeni. In bolj vem, da smo dobili prvič tako soto, ko se res lahko nekaj daleč pa pol narediti. Se pravim, da je bilo to verjetno 96, po moje. Smo mi za Božič, ne, šli v župnišče na prvo vajo v Eliti. In bolj se kar samo od sebe nekako, ne vem kdo, na kak način se spomnim, da smo da Čopatli pol enkrat trudila. In on je bil za itak. Ja, začeli smo, ko sem se jaz priključil šamanu, smo špilali tam, pač Babičvi hiši spodaj, ki je bil prej, ne vem, kaj bilo prej not. Točno, bilo se plehnate neke police, bilo je grozno da špilati, no. S folijo se nekaj pregradilo. In bo smo tam špilali, takrat je David, Simon, Jošt pa, Vid pa je. Simon je imel pa že v štartu neko svojo vizijo muzike, ne? Katero se je Ruda v začetku vklopil, potem se je pa hitro začelo pogovarjati, zakaj bi pa tako igrali, zakaj pa ne bi tle bil solo, zakaj pa tako. Začutil sem Simonu, da nismo na isti špori, da pač ne bomo nič mogla skupaj narediti, ker smo tako različno. Jaz sem pač si želel nekaj druga kot on, pa oba smo taka pač, ko moramo imeti kar prav. Smo imeli tudi ten cest, smo skupaj nekaj špilali, ampak nas je bilo malo preveč noter v malem placi in smo narešili naredili 2 benda. In pol je hodil Ambrož džemat v ta plac in staviti pa još rekel, bi to bilo, pa prije špilat, pa on je fajn, pač pa gor pa dol. In pol smo rekli, ok, pa naredimo mi svoj bend, super. In smo začeli špilati pač mi 4. Sem pa bil jaz v rock'n'rollu od malega zaradi tega, ker sem imel brata in sem mogel poslušati tako muziko. In mi je bilo super, da se to dogaja. Bil sem na prvih vajah od Zmajevega repa, ko sem bil v 2. razredu. In naslednji dan je bil ta špil s Krivci v klubu in verjetno je to bil ta otvoritveni špil klubski. Spomnim se, da so se igrali Dorsi, Riders on the Storm, jaz sem ta komad poznal in se mi je zdelo wow. Takrat sem tudi prvič po bobnih lahko tukal. Mi je beat pustil. Pohvalil me sicer ni, sem pa špilal malo. Pri meni so pa na začetku vadili pač ta moj band Nova Cenzura. Čakaj malo, vi ste v bistvu za začetki imeli v klubi vaje, če se ne motim, ne? V klubi smo imeli vaje, mogoče kakega pol leta. Za prvo zasedbo, ko sta bila še bobnar, je bil Čupina, basist je bil Gino, samo oni niso pač bili toliko srcem, pa res niso pol pustili, pol so prišli malo bolj resni, Primož Hriberšek na kitari, Ferdo na kitari, jaz sem bil na bobnih. Enega sem pozabil. Robija, Dela. Robi je bil pa na basu. Potem se je Cenzura razpala, iz nje je nastala mlada Cenzura. Začelo se je zanimanje, ker sta igrala moja sošolca Luka pa Matija v Špiclu. Malo prej se še je pridružil isto sošolec Nenad in Urša je bila na vokalu. Klub ni bil takrat tak, ni bil tako zdaj, ko je vsem jasno, da je to pač ena vrsta kulture, pa da pač se tam dogaja to, kar nekomu všeč, pa da pač se nič ne dogaja takega, kar se ne bi smelo. Takrat pa je bilo ful predsodkov, ni bilo ljudem jasno. Ljudje so vedeli, da se tam zbiramo, niso imeli spriti pogledati, kaj se dogaja, bilo je pa puno zgodb, da delamo svašta, da smo pač luzeri. In prav se meni zdelo, da treba ljudem pokazati, da ni to tako. To je bilo
isti cajt kot ta velika noč prva, ja, ta session, ampak to je bilo prej, ali pa glih tam, no. Glavnem, prvo čistilno akcijo smo naredili pač, mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, ne. Ne turistično, ampak mi vem, da nam je Franc Božiček, ki je bil takrat predsednik turističnega društva, pa nam je Krišto Coca-Cola pripeljal. Veliko noč sem si želel, da bi pač praznovali na, takrat se je pokalo ful, to je bilo čist drugače kot zdaj, tudi vsi so imeli ful pokati. Meni se pa zdelo, da bi pač mi tudi bili glasni, ampak bi pač pigali, da naj bi pokali, da bi pač bil rock'n'roll. In to naj bi bil v enem tudi prvi rojsten dan zmaja Vigaret, pa ja. To je bilo tam, kjer sem živel pri starših. Ta oblika takrat vem, da me je čist, se pravi, ta sistem, inštrumenti so tam jam sessioni, tega prej po klubih ni bilo, ni bilo tako, zdaj bil je koncert, ni pa bilo potem nekaj odprtega v tem. Za nas je pomenilo jam session že takrat čist, da je to pač, da se ne špilajo neki komadi, ko jih znaš, ampak da se pride pa se kar špila, da se človek vleti in pač špila. Nismo sploh špilali komadov, ampak so vedno pač te session obiskovali tudi ljudje, ki so pa imeli tenzijo, oziroma so jam session razumeli tudi tako, da se špilali komadi, kar spet ni bilo nič narobe. Moram reči, da v Rudli je bil fajn plac, ki je postopoma se razvil, bil je temu nekako namenjen. So nam šli starši od Rudla na roko. Pri Špicli je bilo pa mogoče bolj to, da je res ta plac ratal iz štale in je bil zelo tako organsko, je nastajal s tem, kar smo mi delali in praktično iz nič in z velikim entuziazmom. Pač imam eno slabo izkušnjo, da smo enkrat porudati in snemali. Pa nas je po 15 minutah, 20 skoraj nagnali, pa ne pizdo, ker smo ga nekaj razpizdili. Ampak tu sem si za celo življenje zapomnil. Ena stvar je bila, ko je pač to delitev postavila in to je bilo čisto začetku, ko smo mi prvo to dol plac zrihtali za vaje, smo delali tisti en teden, in potem so rekli, no cenzura takrat, da bi demo posneli, tam smo imeli pogoje, mikrofoni so bili, smo rekli, valjda pridite, ne. In so prišli dol, zdravo, super, pejte not, so snemali in smo pa takrat v tistem obdobju sedeli v sobi zraven, ne, in poslušali snemanje, ne. In Ruda je imel takrat eno punco, ne, iz Maribora, in Ruda je rekel, mater je bil fajn, zdaj bi jaz kar vaje imel, kak je fajn, ne. Pa je ona rekla, pa tle ste rihtali plac, ne, tako pridni ste bili, zdaj pa oni tle nad vašem placu špilate. In je rekel, samo res. In šel not in je prekinil snemanje ven. To je naš plac, mi bomo špilali. Mislim, to je bil flash, ne, ki je nosil posledice, verjetno še komu zdaj, ne, to ne vem, ampak jaz sem se ful bedno počutil, ker so bili vsi moji frendi tam, ne. Če se vi tako spomnili, lahko je bilo tako. Ja, ona je pač, ja, viš kaj si. Ja, to je pač, to sem jaz, moj karakter, oziroma moj karakter. Vedenska motnja. V glavnem, to je bila beda, ne. In pol, ko se je to pozabilo, jaz sem tako človek, da teh stvari hiter pozabim. Jaz nisem nikoli pol ločeval teh dveh placov, ker sem tudi v obeh špila, ne. Tudi pol smo hodili na vaje, mi smo imeli vaje z Maja Rep dol, po vaje smo šli gor, tam je Eternija špilala, smo se vsedli in pol smo šli skupaj v klub. Pol se je to sprostilo, no, pa smo hodili tudi Špicli na džeme. Tudi velikonočni džem je bil pri Špicli, leta 2003. Vse smo skupaj igrali, če smo imeli špile šel, vse smo mi tudi, doskrat smo šli Eternija, tudi No cenzura z Maja Rep, če smo dobili koncert, če smo bili kao sami, smo rekli en z nami in valjda, da še en z Bistrice, ne. Po tistem 7. 8. razred sem pa konstantno ob nedeljah imel ponavadi popodne Malik vaje, se lepo sticikno pripeljal do Rudla, malo poslušal še domov. Potem sem hodil na Eternijo vaje, na vaje No cenzure sem hodil poslušati. Potem sem tako vsake toliko cajta koga malo zažical, včasih Drečja, včasih Rudla, včasih koga drugega, Primoža, predvsem Primoža. Primož je mogoče bil tisti človek, ko mi je v teh začetkih največ pomagal. Ko sem prišla v Bistrico, mi je bilo tisto wow, ne, ko sem šla v Metul, mi je bilo avtorska glasba, domači bendi, mala vas, full bandov, mislim, mene to vse fasciniralo. In ko sem delala v Rok, v začetku, ko se je začel snemati pa delati v Rok, pa to,
sem bila jaz totalno navdušena, ne? Mislim, wow, ne? To se dela tukaj, snema se, nevredno se mi zdelo to takrat, no. V tej deželi je majhen kraj, tam, ne? Ga vidite? To so nosi. Biserci so visoki in od tam vejo čudne reči. Glasba mi je bila tak, je na roko posneta, v bistvu, blizu, ne. Ni se nič obdržalo, ne, s tem rokom je bilo tako, zdaj smo vse dokumentirali, ok, zdaj pa lahko mi razpadamo, pa gre vsak na svojo pot, ne. Primer Eternija, Friderik je šel študirati na Primorsko, ne. Kaj je to pomenilo? Manj, kaj ti je prišel, težje je bilo delati. To se mi zdi, da je bil edini razlog, zakaj Eternija ni takrat, ne, še naprej v takem tempu mogla delati. Jaz mislim, da ni bilo drugih razlogov. Zadnjih 7-8 let se je pa to potem tu zaradi pač študijskih obveznosti za starše, v bistvu pa zaradi neresnosti, mladosti, malo preveč žuriranja, vse nekako spet razpadlo, pač mladi. Se spomnim momenta, ko je Aldo Ivančič rolal Jošt mi je to povedal, rolal je muziko v Ljubljani, na Metelkovi, v Gala Hali, ne, in spusti Eternijo za roka, ne. In je rekel, ful dober band, ne, valjda, ne, oni posnetki, to so komadi, ne. Njemu je bilo všeč pač, ampak Eternija je šla ne zato, ker ni bilo, ker bi kdo mislil, da ni dosti dobro. Tudi od benda ne, tudi od publike ne, ampak pač glih te razlogi so bili, ne. Cep razdalje so se začele, ne. No, pa pride se stop, ne, kaj se stop, pač tudi naslov plate, po eni strani intuitiven, tako so vse stvari, razmajam reči, ampak vse ima svoj pomen, ne. Kak bi lahko, če bi probal to v 4 stavkih, to obdobje sintetizirati, kaj bi rekel? Od 5 do 15. 4 stavkih? Aj pa peč, na kratko. 3 beseda. Še boljš. Sex, drugs and rock'n'roll. Ne. Jadranka, Nejša, Ja. Bro. Trkaje. Takrat sem bil tudi nezrel do te reči na nek način. Ni me zanimalo, še zdaj me ne, če sem čisto iskren. Te je pa zanimal kontrabas, ne? To je bila novost v tem obdobju, ne? Ker veš, to tudi prej nisi špilo, ne? Prišel si na kontru, šel si malo se šolat tudi, ne? Celovec. Zgodil se je kombo Zlatka Kavčiča, se pravi, njegov impakt je močen, absolutno. Potem se je zgodila free impro štorija v Ljubljani. Ta svobodnjaške muzike so bile prisotne, odkar smo prvič v Bistrici organizirali koncert, oziroma Ruda ga je, samo Šalamon Sextet, ne vem, če se spomniš. Ja, se spomnim. Dave Bean je bil gost, ne, takrat sem prvič slišal Zlatko, ta Paulina Doroporta je bil basist, ki je tak, mislim, človek, lahko imaš občutek, ko poslušate, lahko špila karkoli. Se veš, to se zgodi simultano, ta premik. Ja, se verjamem. Ker najprej se zdaj, wow, gre. Tule špil, pa tam je joj, se ni več časa se ostalo. Vzljubiš in pelješ, če se le dane. Zdaj, če gledamo, prej so bili Malik, ne, Malik, pisal se na hitro, Malik, Eternija, Zmajev rap, no cenzura. Zdaj pa ni no cenzure, ni Eternija, ni Malika, Zmajev rap pa je samo pogojno rečeno, ne, se mi zdi. Se pravi, so pa The Game, Baltazar nastaja, zanimiva stvar, nisi še verjetno slišal. Social Blue, Social Blue, Psihiatrija, Manos, Crkli vmes, ti v celem kupu bendov, Brenzel banda, Črni Peter, solisti se pojavljajo. Zadnjič, ko sem bil na Boso Roku, se mi zdelo prav super. Malo me nostalgija prijela, ko so začeli The Social Blue s tistim. Rage so igrali, če se ne motim. Ja, smo z Bočetrtka, ne?
Sodne vasi. Hrvaška. Ja, Hrvaška, vidiš, polarve, mi smo dejansko s Hrvaške, večina nas je Hrvatov, tako da mislim, da je hrvaški band, lahko rečemo. Hrvaški, ja. Ali pa mednarodni, okej. Špilamo že zdaj, kaj še špilamo? Vse ne vem. 4 leta? Ne, kaj nismo že prej. Ne, ja prej ste bili ti, pa Bobi, pa Tadej, pa Timi je špilo na bas. Poimenovali smo vas Fački ste bili, ja. Zanimivi smo, pa ne vem, prvo nekaj cajt smo bili brez imenom, pa smo pa ponudili, da bi lahko bili socialno plavi. Ne vem, razočarani na družbo, vse tak sem si jaz predstavljal. Ja, mislim, takrat ko smo začeli špilati, pa to je bolj manj postavil Bistrica, pa kup me drugi dom. Vse smo bili pizda skos, pa bili v Bistrici, jaz se spomnim, smo se s Fenom vozila vsaki dan pa bila tu dol. Mislim, res. Pa što je bilo tisto, ja, takrat. Ne, pa se tudi tako zašpilati, če špilamo v klubu, je še vedno tako, da špilamo doma. Vidite prihodnost, mlado ekipo, ko bojo delali žure, zrihtali drink, pospravljali pol, tak. Ja, kdo, ko bo prevzel to naslednji, ko spremeš štafeto? Ja, odvisno kaj, tešte. Ja, odvisno kaj bo, če bo mlajša generacija prejela take alternativne scene, po mojem nekaj ne bo. Kvalitete ne bo. Ne bo, ne. To sem se glih zadnji, s kom sem se menil, z Evo sem se menil. Da pač vi, te generacije ste še skrbite nekaj za to alternativno sceno, pa koncerte, ki pa tak. Ampak to, da je pa ta mlajša generacija prevzela, odvisno spet kdo, ne. Samo se ne vidim, ja, samo ne vidim nobenega tako od naših nekih, da bi ga noter plesal ono vrhovno vodstvo, da bi prevzel štab. Ne vem koga bi, Pravkar snimam predsednika. Vse vrej. In fajn se mi zdi doma, da je dejansko pač ta klub tukaj, ker pač edino, ne vem, nekom tak mestu, trti širši regiji, Podčetrtek nima nič, Slatna nima nič, ne vem. To je res en edini plac se mi zdi, ko se dejansko še nekaj dogaja tu, no. V bistvu je bilo to tako zelo zanimivo, ne? Ko se je stari klub zaprl in se je začel prenavljati novi. In potem se takrat Manuel že takrat imel idejo, da to bo pa zdaj bolj profesionalno, da bo mogoče kdo zaposlen, bla 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 bla, in se takrat kar govorilo o meni že. In potem me dajo to vprašal, a ti to veš, da to govorijo, da boš ti bolj lahko sodelovala tukaj tako bolj resno, pa tako. Se rekla, no, meni noben nikoli nič rekel, jaz nimam pojma, ampak potem, ko sem jaz to organizirala tisto izmenjavo v Šmartnem ob Paki, tudi pod okriljem tega društva Metafer, pa tudi s pomočjo velenjskega MC-ja, s supportom. Mi je bilo to takrat ful fajn, ful dobra izkušnja in dobro tudi za promocijo kraja, konec koncev. In zato sem že jaz takrat rekla, kaj če bi mi tudi v Bistrici to naredili. Manuel je bil itak takoj za, on je bil tisti, ki me je pa pač potiskal dejansko. Pa je tudi bivši župan, valjda. Super, in ker takrat je bila sprememba tega programa na Movitu, stala Mladi v akciji, so se bili začeli. Je tudi občina založila tisti denar, ker smo ga pa dobili nazaj. Jaz tega nisem videl, no. Tako je videla pač Irena. Ona prva, pač, ko je prišla od druge, je videla točno, ko je imela neko določene izkušnje, ki jih mi nismo imeli, da se z tega da nekaj narediti, ko mi sploh nismo videli, da se da. Tako je bilo, ne. Pač mene je to šokiralo, takrat malo prizadelo, ampak potem smo vseeno toliko bili mi s to muziko prisotni skozi, da se ni to zgodilo, kar se pač večina klubih, ki so šli iz nekega alter glasbenega rock'n'roll kluba v MC, ne. Tako se v Brestu zgodilo, pa v Krškem, pa marsikaj, večina krajev. To se pač tle ni zgodilo, ker smo toliko mi še vedno bili prisotni s to muziko, pa s to željo, da so tam koncerti. Zraven pa je pač se vodil pač ta skoraj MC, ki pač jaz vidim samo dobro, da mu slabi. Če so ljudje, ki želijo rock sceno naprej, če je še to, dokler so še ti ljudje, ki bi radi bili delovanje kluba, ki v tem živajo, potem se splača in se proba vse projekte, ki jih v bistvu prijavljaš, da pripiraš denar, povezati z sceno v klubu. Dejansko, jaz bi tako rekel, za birokracije je zmeraj pizdarja, ampak po drugi strani je pa tako, da so glih ta birokracija v veliki meri omogočila investicije
napredek, zdaj, če gledaš, kak je bil klub, ko smo začeli, pa kak je zdaj, to ni primerjave, to je neverjetno. Ne? Pa klub se je tudi poraširil, to je pozitivno, dobili smo še eno sobo več, dobili smo normalne sanitarije, ki pa vi tako, da ne požirajo. Na nek način se mi je vedno zdela tu ta zdrava kombinacija. Zdrava kombinacija v smislu nek korak proti temu institucionalnemu, se pravi MC-ovstvu, ki se je pojavilo, ampak ne kot javni zavod, kar je pač bistveno, in pa ta klubski del. To je tudi pač ta del zgodbe, v kateri sem jaz pač pred 5-6 leti se aktivno pač vključil v klub. Če primerjamo z ostalimi podobnimi placi, je ta kar biser. Tukaj dosti teh placov je šlo v neko fancijado, tudi vizualno mogoče, kar se pa ponudbe tiče, pa tudi. Z dvemi dosedanjimi županimi smo imeli vedno deal, da en njihov evro uplemenitimo najmanj z 2 do 3 evrimi in tega smo se mi vedno držali, oni pa tudi ne. Vedno. Ne. In je pač... Tudi sem spoznal, da sam tretjina ljudi drži besedo z menoj vred. Ni samo muzika pa špili, še ogromno drugih stvari, razni projekti. Ful me je velikrat bolelo, da se nam včasih ta denar niso prvošli, niso pa štekali, da se v bistvu za ta denar moglo pač matri, da ni bil tak, da bi tam žakelj denarja si prišel z lopate, pa si eno lopato tistih evrov vzel, ampak si kar mogel fino oddelati. Za vsak evro, mi smo za 1 evro zrihtali 3, delali smo pa za 8. Evo, tu se treba povedati. Če se bi odločili samo za neko to alternativno dejavnost v smislu, da nimamo nekih dohodkov iz evropskih sredstev ali pa občine ali pa ne vem koga, se mi zdi, da bi tudi, če bi hotel, da bi plac preživel, bi pa morali delati druge kompromise. Mislim, da imamo kar dober recept, da smo že 20 let le. Če bomo vztrajali pri tem, imamo šanse. Zdaj, če govorim kot mladinsko društvo, kot mladinski center, je treba mladim, tem, ki so zdaj stari pod 25 let, vključiti, da izvajajo svoje projekte, da naredijo svojo izmenjavo čisto samostojno, brez kakršnega koli sugeriranja, ne glede na to, kaj bo njihova rdeča nit. In to podpreti, Koncerti so lahko raznoliki dol. NKC ima itak svojo vsebino, imaš potem ta Metul, kjer je bolj rock, recimo, da se drži te tradicije, lahko še vedno bi bilo kaj druga, tudi. Konec koncev, odpreti čez 20 let, kaj se in kak je bil glasbeni vkusi. Jaz imam čisto preprosta želja. Jaz bi rad, da se malo bolj scena na blues stran obrne, pa da bi naredili še eno tako easy stazico, ko imamo mi dva generacija X, lahko s hojcami prišla nul pa ven. Prideš tam razstava fotk, pa pride tam, kot je bila prišla moja mama bogata, pa reče tam, nekako je bila moja žena Feska, bila stara 16 let, ko je najde na fotki, stari 50 let, razumeš. Ko so vse generacije tam na koncerti, ko je res ono, wow. Zdaj pa kaj je za to treba, kaj je za to treba, v klubu moramo hoditi na koncerte, pa bo vse vredi, ne? Jaz mislim, da bo držal pri življenju ravno ta nek občutek neke skupnosti, neke pripadnosti, nekem širšem krogu skupini ljudi, se pravi nekaj, kar je kontra individualizmu, temu, kar se zdaj recimo neka ta individualizem, odrezanost od vseh ostalih, pomankanje empatije, skrbi in brige za druge soljudi, pomankanje potrebe, da bi živel z soljudmi, to bo kakorkoli se bo tehnologija razvijala, kakršnekoli virtualne nadomestke ali ne vem kaj bomo imeli, to bo manjkov, to bo glavni manjkov v človeški duši. Meni osebno je tak, meni se ne da voziti vsaka 14 dni ali pa vsak vikend v Krško, Brežce, v Cele, da bom šel malo zažurati.
Meni je super, da imam tu pri roki doma, lahko grem peš, lahko grem z motorjem, lahko grem z avtom, vseeno. Lahko prespim, če treba, če se ga nasekam do konca, karkoli. In to je to. Ta plac mora obstajati. Tale vers je samo pomemben, poslušajte. Nič, kaj bomo zdaj naredili, reče friend, gremo na bebe, saj to je naš stil. Stil je cool, to bebe so urina, ampak stari, to je Bistrica. Še eno pofukano selo, ker se poha sama kanđa in rim, prha na sceno, tukaj več ni, noben aparat, sam vsak za sebe fuka in zafukate rad, to je žalostno, to je žalostno. Zahteval refren, ampak jaz ne vem, kaj bi zdaj lepo povedal.